Dober dan in pozdravljeni tudi na kratkem vodstvu po zadnji sobi razstave Slovenci v 20. stoletju v Muzeju novejše zgodovine Slovenije. Zadnja soba te naše razstave je nastajala ob 20-letnici osamosvojitve Slovenije z željo predstaviti predvsem ta bistven del nastanek države in pa potem nadaljnjih 20 let z najpomembnejšimi dogodki in pa procesi. V uvodu razstave predstavljamo predvsem te ključne dneve, ki so se dogajali junija 1991, predvsem z 25. junij, ko je v bistvu prišlo do dejanskega fakta osamosvojitve, sprejetjem osamosvojitvenih dokumentov in pa z 26. junijem, dnevom kasneje, ko je prišlo tudi v bistvu do razglasitve države Slovenije. Slovenija je bila v tistem času dejansko že samostojna, hkrati pa je že 26. junija, ko je potekalo slavje, so istočasno, oziroma tudi že v dopoldanskem času, po cestah proti prehodom z Italijo že prodirali v bistvu tankovske enote Jugoslovanske ljudske armade. Dan pred dejansko osamosvojitvijo 25. junija je v parlamentu prišlo končno tudi do potrditve zadnjih dveh državnih simbolov, grba in pa zastave. Predvsem grb je bil dolgo časa predmet skupščinskih debat, dokler ni nazadnje dobesedno skoraj da udaril po mizi skupščinski predsednik France Bučar, ki se je odločil, da je bolje v bistvu država z državnimi simboli kot državni simboli brez države. In zadeva je bila sprejeta, kot sem rekla, 24. junija in v zelo kratkem času je bilo potrebno sešiti te nove zastave z novim grbom. Kot zanimivost naj povem, da v našem muzeju, Muzeju novejše zgodovine Slovenije, hranimo tudi zastavo, ki je zavihrala 26. junija na te osamosvojitveni slovesnosti. Gre za 13 metrov in pa v bistvu več kot 2 metra široko zastavo, ki jo danes hranimo tukaj in zaradi svoje občutljivosti zelo redko tudi razstavimo. V Muzeju novejše zgodovine Slovenije hranimo ogromno fotografskega gradiva, ki predstavlja to pomembno obdobje naše slovenske zgodovine, poleg fakta osamosvojitve, 25-26. junij, tudi ogromno gradiva iz 10-dnevne obrambe Slovenije, ki ga predstavljamo na temle touchscreenu, ki časovno zaobjame obdobje od maja 1991, od pekarskih dogodkov do vstopa v Organizacijo združenih narodov maja leta 1992. Fotografije in gradivo raznoliko smo predstavili v bistvu na touchscreenu, tako s pomočjo fotografskega gradiva, ki ga hranimo pri nas, tudi s pomočjo časopisnega gradiva in pa v bistvu tudi originalnega gradiva iz tistega časa, ki ga hrani tudi Državni zbor Republike Slovenije. Primer, recimo prvi dan vojne obrambe Slovenije, spet predstavljamo s pomočjo fotografij, zelo raznolikih, večinoma so naše, nekatere smo si tudi uspeli sposoditi in v bistvu zelo slikovito predstavljajo in grejo skozi to prvo obdobje oziroma prvi dan obrambe Slovenije. Potem se v bistvu po dnevih premikamo, recimo, da če gremo na 3. julija in to predstavljamo preko fotografij z podnapisi, tako da v bistvu obiskovalec dobi zelo slikovito pogled v to obdobje. 7. pridejo praktično do Brionske deklaracije, kar predstavljamo s pomočjo časopisnega gradiva, kasneje pa v bistvu te najbolj pomembne fakte, najpomembnejše dogodke, ki so privedle najprej do sprejema Brionske deklaracije, kasneje pa tudi do odhoda Jugoslovanske ljudske armade iz Kopra 10. oktobra 1991, tudi s pomočjo v bistvu fotografskega gradiva. Kot sem pa že omenila, ta pregled zaključimo z vstopom Slovenije v Organizacijo združenih narodov maja 1991. Strani, ki so sodelovale v obrambi Slovenije, ki je trajalo od 27. junija do v bistvu 7. julija 1991, smo želeli predstaviti s pomočjo pokrival. Na levi strani v bistvu predstavljam pokrivala slovenske strani obrambnih sil, poleg teritorialne obrambe tudi milice in pa civilne zaščite, ki ima tudi pomemben delež v tej obrambi in pa predvsem pomoči policiji in pa teritorialni obrambi. Na drugi strani pa v bistvu predstavljamo Jugoslovansko ljudsko armado, tako v bistvu z kapo, potem z šlemofonom,
pač značilnost od tankovskih enot, kajti oklepna vozila so bila tista, ki so praktično začela ta agresijo na Slovenijo in pa z čelado. Nad pokrivali smo v bistvu predstavili tudi, smo razstavili rep helikopterja Gazela, ki bo sestreljen prvi dan vojne, torej 27. junija 1991 v Rožni dolini in so ga v bistvu tudi naši kustosi zelo hitro potem šli iskat tudi poleg ostalih delov. Tukaj v bistvu zraven je zgodba slovenskega pilota, ki je predstavljena v različnih verih, tudi v bistvu v knjigi njegove svakinje. Potem, ko je Slovenija po 3-mesečnem moratoriju oktobra 1991 postala samostojna država in je 26. oktobra istega meseca, torej 1991, Slovenijo zapustila tudi Jugoslovanska ljudska armada, je delovala predvsem diplomacija. V prizadevanju za priznanje Slovenije je bilo predvsem konec leta 1991 in pa začetek leta 1992, ko so nas sredi januarja priznale vse države Evropske skupnosti takratne in pa potem se je v bistvu ta val priznan razširil naprej praktično po celem svetu. V nadaljevanju razstave smo predstavili predvsem tiste bistvene elemente, bistvene dogodke v tej naši zgodovini in sicer tako vstop v Evropsko unijo, v NATO, predtem seveda tudi še plebiscit oziroma glasovanje o tem, ali sploh se priključimo tem dvem organizacijam. Še en pomemben element seveda je bil ta akt vstopa v Evropsko unijo, ki se je zgodil 1. maja 2004. Tudi leto 2007 je bilo za državo Slovenijo zelo pomembno in sicer v začetku leta 2007 dobimo novo valuto, ki zamenja tolar, ki smo ga imeli Slovenci praktično od leta 1991, postanemo del evrskega območja. Konec leta 2007 vstopimo še v šengenski prostor, padejo praktično meje na kopnem, medtem ko v bistvu v zraku še kasneje, v bistvu marca istega leta. Leta 2008 smo kot prva v bistvu država od 10 na novo držav, ki so leta 2004 vstopile v Evropsko unijo, predsedujemo svetu Evropske unije, ki mu bomo letos ponovno predsedovali. V tem primeru smo predstavili tudi del gradiva, ki smo ga takrat prejeli in je v bistvu vezan na to predsedovanje Svetu Unije in pa tudi nekaj fotografij. Z letom 2008 smo pa tudi zaključili tole predstavitev. Skratka, na drugi strani te zadnje sobe stalne razstave Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Na eni strani na začetku predstavljamo spremembe, do katerih je prišlo ob nastanku nove države, ki so povsem razumljive, od preimenovanj raznih uradnih imen, od trgov, potem cest, od sprememb imen mesta, ne nazadnje smo to nekako predstavili tudi z kipom Josipa Broza Tita, ki je dolga leta stal pred našim muzejem in je bil kasneje v bistvu predstavljen in je danes v bistvu na Brdu pri Kranju. V nadaljevanju smo predstavili še praktično volitve. Prve demokratične volitve sicer v Sloveniji potekajo še v okviru Jugoslavije leta 1990, do v bistvu prvih v samostojni Sloveniji pride pa leta 1992. Tukaj smo želeli na kratko predstaviti, koliko je bilo teh volitev, kdo je na njih sodeloval, katere stranke so prišle v parlament, kar smo predstavili tudi s temi logotipi in ne nazadnje tudi, da smo z vstopom v Evropsko unijo postali pač del Evropske unije in hkrati tudi začeli sodelovati na evropskih volitvah. To sobo zaključujemo z predstavitvijo predsednikov države Slovenije do leta 2008 s prvim Milanom Kučanom, ki je v bistvu predsedoval 2 mandata, dr. Drnovškom in pa dr. Danilo Turkom. S tem smo nekako se vezali tudi na začetek naše razstave, kjer je predstavljen naš takratni vodja, bomo rekli cesar Franc Jožef, tukaj pa zaključujemo s predsedniki. Ta soba se res zaključi z letom 2008, dejstvo pa je, da v letošnjem letu pripravljamo sicer občasno razstavo ob 30-letnici, ki bo tudi v bistvu osnova za to,
za gradnjo in pripravo tudi novega dela stalne razstave.